Pozdravljeni, moje ime je Robert in dobrodošli še v en naš uporabni video. V zadnjem času sem obiskal kar nekaj podjetij po Sloveniji, različnih velikosti in v glavnem smo se pogovarjali o prodaji. Ugotovil sem 3 stvari, na katere bi vas rad opozoril in katere sem opazil, da se večina prodajnikov, lastnikov podjetij ali pa drugih sodelavcev ukvarja. Prva je produkt oziroma rešitev, ta druga je organizacija prodaje oziroma poslovne funkcije v prodaji in ta tretja je prodajni nagovor, izbrane besede, kako nagovorimo naše stranke. In če začnem z prvo zadevo, produkt, sigurno tisti, ki prodajate rešitve, boste jezni, ker izraz produkt ne marate. Zakaj ne? Produkt je lahko en kos, 2 kosa, 3 kose in ga lahko primerjate z konkurenco, se pravi s cenejšimi proizvajalci in tako naprej. Tudi sam se ne strinjam s tem, da je treba uporabljati produkt, vendar vi na koncu fakturirate neko rešitev oziroma nek produkt. Rešitev pa je recimo know-how, zaradi česa so ta produkt kupili. Torej, produkt je sestavni del vaše rešitve, seveda razen v inženiring podjetjih. Ampak, če danes razmišljamo, kaj mi počnemo? Mi pomagamo našim klientom, da prestavijo v svoji proizvodnji produkte, proizvode, polizdelke, karkoli iz točke A v točko B. Kaj mi počnemo? Kaj je naš produkt? Viličar, transportna linija, karkoli drugega. Možno, dvigalo. Možno, vendar naša rešitev je premikanje iz točke A v točko B. Ko začnemo govoriti o viličarju, o dvigalu, o ne vem čem, smo naredili produkt. In produkt lahko primerjamo z konkurenti razno raznimi iz vzhoda, ki so verjetno pol cenejši od našega. Torej, ne ustvarjate sami v svojem poslu produkt, ustvarjate rešitev in to strankam povejte. Vendar potem pridem na drugo področje, organizacija prodaje, kjer sem tudi videl, da je dosti velik problem. Zakaj? V prodaji, tako, običajno v manjših podjetjih reče gospodar, jaz naredim 80% prodajo, vse drugih pa drugi nekako še poflikajo. Jaz pravim, da to verjetno čisto popolnoma ne drži, ker tudi če so vam drugi najdli mogoče nekega kupca, odprli kakšen telefon, naredili eno inteligentno komunikacijo z klientom in ste vi potem zaključili biznis, to pomeni, da so vsi udeleženci nekako prisotni pri tem. In ko govorimo o organizaciji prodaji, govorimo o poslovnih funkcijah v prodaji. Torej, kdo je specialist za katero področje pri vas, oziroma kako po prodajnem procesu, kdo s kom komunicira. Tisti, ki imate zahtevne tehnične rešitve, obstaja trenutek, ko mora na prodajni sestanek zraven priti inženir, strokovnjak. Vendar ta človek je zelo drag, zelo potreben na drugih funkcijah v podjetju. In če ga mi vozimo na sestanek v končnemu klientu, moramo natančno vedeti, da je zadeva resna, da je projekt v neki pripravi in da je ta misel tukaj zdaj zelo pomembna za to, da bomo mi prodali na koncu. In ne, da najlažje je prodajniki, pejte ti inženir z mano, pa greva na sestanki. Potem se pogovarjamo vse živo in običajno. Zakaj sploh ločimo inženirja od prodajnika? Zaradi tega, ker prodajnik je naučen prodajati, ima rad ljudi, rad z njimi komunicira, zna jih pridobiti na svojo stran, vendar v tehnični, tehnološki situaciji ne bo povedal preveč. Zaradi tega, ker se tudi v to znanje ni fokusiral. Inženir pa je fokusiran v to znanje. Inženir najraje govori o tehničnih rešitvah. Zakaj? Ker to je njegovo področje. In če vi pošljete inženirje k vašim strankam, boste kmalu ugotovili, da stranke imajo super projekte izdelane in lahko pošlje povpraševanje na 30 različnih podjetij. Se pravi, vi ste jim naredili uslugo. Zato je organizacija prodaje poslovnih funkcij zelo pomembna. In tretje, kot sem rekel, prodajni nagovor, izbrane besede. Steve Jobs se je pripravljal 150 ur na vsak svoj nastop, ki je povedal 5 stavkov, niti ne, pojdite pogledati na YouTube ali pa kaj podobnega. Mi se, pa naši prodajniki se pa mogoče za večjo stranko malo pripravijo, običajno pa kar ne, sej katalog smo naštudirali, sej to poznamo, pa kar gremo. Sej ni res. Prodajni sestanek, prodajni nagovor, moramo natančno vedeti, kaj smo rekli. Small talk, gospod, gledajte to, mi smo to podjetje, ki se ukvarjamo s premikanjem iz točke A v točko B, zdaj me pa zanima, kako pa vi danes to počnete, kakšne probleme naletite, se pravi postavimo ena inteligentna vprašanja, na katera lahko tudi svojo ponudbo odgovorimo. Torej, ne govorimo vedno pri vsaki stranki enkrat tako in vse skupaj, pa pol stvari pozabimo povedati, da stranka reče, prvič ni strokovnjak, je zmeden in na koncu svaštari, ima vse žive produkte, katere mi potencialno bi lahko kupili. Se pravi, sem še vprašanje cene. Dostikrat se to zaradi neprofesionalno izbranih besed nagovorov pri strankah naredi. Ne želim biti predolg, če potrebujete kakšno dodatno pomoč, subscribite se na tale videoposnetek, da boste pogledali še katere druge uporabne videoposnetke oziroma kontaktirajte nas in z veseljem vam bomo pomagali.